Nogometaši Ketijemi in Polbistrice so se od svojih navijačev poslovili s porazom. V Slovenski Bistrici so izgubili z Biljami in to z 2:1. Jaz moram reči, da eden težjih porazov. Tudi v moji karieri redko kdaj vidiš, da se zgodi ravno to, v bistvu, kaj celi čas opozarjamo, da je nasprotnik edino to nekako čakal na neko našo napako, ki jo mi nismo smeli narediti, ki je v bistvu totalno nepotrebna. Mi smo dobili praktično v 5 minutah, 85 minut praktično boljši nasprotnik, v 5 minutah se vse obrne in izgubiš tekmo, ki pa nekako problem za naprej, kajti spomladanski del je kratek, težke tekme, večinoma te močni nasprotniki doma, direktni konkurenti v gosteh, tako da bo težka borba, ki pa smo si jo lahko olajšali za to današnjo zmago. V 11. minuti je zveste navijače razveselil Niko Havelka za 1:0. To je bil tudi zadnji veseli trenutek za domače ljubitelje nogometa v športnem parku. Poglejmo poizkuse. Panič je poizkusil v 15. minuti. Bračko 15 minut kasneje. Čez minuto zopet Panič, še minuto zatem pa je poizkusil Havelka. Polčas je pripadel gostiteljem z 1:0. Ja, vedeli smo, da je ekipa Bilja močna, dobra ekipa, čvrsta, sploh na takem igrišču, kot smo ga imeli danes. Zagotovo si nismo želeli zaključiti sezone oziroma polovico sezone na tak način, kot smo danes to odigrali. Mislim pa vseeno, da smo na nek način pokazali dobro igro. Škoda samo za tistih 5-10 minut nezbranosti, da smo prejeli 2 zadetka in upam pač, da v naslednjem delu sezone to popravimo. Drugi polčas pa zgodba poraza gostiteljev. Za tega je poskrbel Jan Štrukelj, ki je za goste najprej zadel v 67. minuti. 2 minuti kasneje pa je ponovno izkoristil napako domače obrambe za svoj drugi gol na tekmi. Važna je bila potrpežljivost. Potrpežljivost, čakati na šanse, ker smo vedeli prej ali slej, da bo prišla ena šansa. In ko smo si pridobili še eno šanso, nas je poneslo in pa smo dali še en gol. Zraven bolečega poraza so domači tekmo končali tudi z igralcem manj, kajti predčasno je moral pod prho Rok Rozman. Prvenstvo se bo nadaljevalo prihodnje leto 5. marca. V celoti vzeto pa so Bistričani kar dobro odigrali to polsezono. Z boljšim domačim izkupičkom pa bi lahko bili še višje. Vedno je lažje igrati pod domačimi gledalci in naši gledalci so vrhunski, navijajo, ampak prav ne steče nam, mogoče malo preveč pritiska sem tja, ampak moramo popraviti drugi del sezone obvezno. Prihodnje leto pa bistriške nogometaše zraven prvenstvenih obračunov čaka še pokalna tekma. V Bistriškem športnem parku bodo 9. marca gostili prvoligaša Bravo. To je tekmovanje, v katerem se lahko zgodi marsikaj. Mi bomo tekmovali normalno, šli na zmago, probati dobiti to tekmo, čim dalje, koliko se da, in v vsakem tekmovanju greš, želi si najboljše in mi bomo to probali doseči, ne glede na to, da je proti nam prvoligaš, ki pa sigurno je favorit.